pozabila sem ti povedati. Spet mi malo nagaja ta moja starost. Joj, tema oralni. Kaj pa je danes tema? Danes je tema analni seks. Jaz bom čisto iskreno povedala, da tega ne maram preveč, Okay. ker fucking boli. Kako se zdaj loti te stvari? Kako to? To ni tako, ka pač normalen seks, ka pač gre ven pa not enak. Jaz sem se nekako odločila, da ko sem šla roditi, da je bil to zadnji klister, ki sem ga dobila v svojem življenju. In hvala lepa klistrirana, za kdor se hoče, jaz se pač ne bom več. Meni v glavi dogaja, pa kad dejansko prije do tega, kot si ti preomenjala, to zelenjavo, ki spet probaš. Ja, To je vsakeč mogoče bo znova kaj probat in drugače, ne? nikoli nekaj dosti drugače. Pač se zmer mi ni všeč. Kurene, ne? Tisti dnevi v mesecu. Hej, evo nas, spet smo nazaj po novem letu in danes v ekstra posebni zasedbi. Punce, prvič imamo namreč na casting couchu, na vročem stolu moškega fanta in jaz... Najbolj seksi moškega. Ja, izglasovanega za najbolj seksi Slovenca. Matic Herceg je z nami. Ja, lepo zdrav sem trem. Zakaj sem lik danes, ker si ponovadi ful? Danes ste pa sem A ja, tri. nismo dosti. Ja, veš, kaj je to? Odlični ste, ampak tle je še plec. Ja, ste presenetate. Ok, Mogoče pa pride kakšna družba malo kasneje sem. ok. Ej, Jaz tudi nič ne vem. imel vsakega gosta ful predstavimo lepo. Tako da, Lara, Kaj? A jaz na kaj, njega... zadnjič, ko si mi rekla, sem razmišljala, za 50 let, pa to ta možgan mi 50-letni ne dela, tako da če bi ti, prosim, pozabila sem, kaj moram povedati. Ja, Matic je ful v redu fant. Rad hod na veselice. Rad ima fehtarje, tako kot jaz. Mogoče še bolj kot jaz. Je ful pozitiven. Čez 2 dni bo mogoče umrl. In to je tudi razlog, eden, zakaj sem te povabil, Matic, ker pač dok si še živ. Ker pa me mogoče ne bi bilo več. Ja, bomo izkoristili. Super, ja, odlično. Pa tudi punce so bile navdušene, da prideš. O, ja. Pozabili ste povedati, da sem tudi gasilc. Ne? Jaz sem hotela to reči. Na kater naziv sem bistveno bolj ponosen, kot na to, da sem seksi moški Slovenije. Ok, valjda pa imamo danes tudi eno temo, Okej. ker vedno imamo neko temo, ki se jo dotaknemo, obdelamo in danes bo zelo zanimivo, ker nismo sem bejbe, ker je še moški pogled, ponavadi je bolj kokošnjak, zdaj je pa en petelen prišel zraven, a ne? Tako da, Lara, povejmo, kaj je danes tema. Ja, danes, ko si glih ti tukaj, a ne, smo se odločili, da se bomo pogovarjali o oralnem seksu. Kako misliš, da sem jih jaz tukaj? Ja, tako da boš to ti malo povedal, a ne? A ja, kaj smo... Ja, veš, ja, ti imaš najbolj ful izkušen, čem? pa Vesna ima ful izkušen. Čem tako da imam bo- jaz izkušen? Wow, ne, nimam jaz izkušen. Nimaš? Ej, V kontrasmerih imam, ja. No, kar povej, kaj? Kaja, Matic, kaj je današnja tema, Lara? Jaz sem pozabila sem ti povedati. Spet mi malo nagaja ta moja starost. Joj, tema Vesna. oralni. Kaj pa je danes tema? Danes je tema analni seks. In začnemo pri tebi, Lara, kako si s tem? A resno? Ja, ne res? A sem povedala vama? Kako hitro Ja, rata ja. rdeč obraz, ne? Ja. Ne, lahko še mojega spiješ, ne, Miška, lahko kar 2, ja, drž v rok, pa Ja, ja, hvala. pa če boš rabila. Na zdravje bom še. Ker po mojem bom Ne, drugače kaj ni. rabila. Fuck you. Jaz sem se pa pripravila. Dejansko. Ej, čak, a z Ritko tudi lahko fafam? No, da slišimo, gremo, povej, Lara. Gremo kako si po s tem? vrsti, ajde, gremo po vrsti. Lara, kako si s tem kaj? Jaz bom čisto iskreno povedala, da tega ne maram preveč, Okay. ker fucking boli. Ja, pač mene to boli, če se le da ne velikrat. Bom tako rekla, dogaja mi tukaj, ampak polka pride do tega, sem pa tako, tega ven. To je to, kar lahko povem, kar se tega tiče. Za začetek. Za začetek. Ne maram ga, v glavnem. Preveč. Ja. Kaj, ker še en požirk naredila? Mogoče bomo rabili flašo, celo. Ja, dobro Kaj je. če, povej. Ne ve, ja. Mislim, tle se Sorry, samo prosti, Kaja, se bomo šli na vprašanje, ampak a ni zanimivo, a ti je malo narodno o tem govoriti? Mal. Ja, A je tebi valjda. malo narodno o tem govoriti? Tako mal. Ne mislim, a ti je čisto, a isto ti je govoriti, ko ne vem, o dieti.
Ne vem, to sem se zmislila. Vseeno mi je. Malo je vseeno bolj tako, ne? Sploh, ko veš, da to veliko ljudi posluša in zdaj pa kva si oni mislijo, zdaj, če jaz to karkoli povem. Ne, ampak so že probalno. Ja, ne vem, če ni so. večina, no. Misliš, da Razen so? še otroci Ja, tvoja gledajo. generacija. Tvoja generacija, mogoče. Pol pa. Ampak, bomo šli na te stvari, pol samo ful je zanimivo, da tudi tepka sem rekla, kaj bo tema, si se točno takole nasmehnil, kot si se zdale, a ne? Je ful zanimivo, da tudi, če se tle mečkam zafrkavamo, pa ne gremo v nobene intimne podrobnosti, ker noben ga ne zanima. Mislim, jaz pač ne bom razlagala svojih intimnih podrobnosti, valjda nekaj poveš, ampak tako, da je še vedno kar nek tak, tako, smok v grlu, da o tem govorimo in ne vem, a ni zanimivo, da v tem stoletju se ne moreš pogovarjati o tem. Se to je isto oralni seks, se to je isto dolžina seksa, pač tako, ker ljudje imajo neko Nek predsodek. predsodek. Ja. Govoriti o tem, kaj šele delati to. Oprosti, povej. Ja, ne, valjda. Kar ne dela vsak, kako mu paše. Ampak tako, Kako pa te Ne- paše? kako mi paše. Mislim, jaz sem se pogovarjala tako s kakšnimi svojimi kolegicami. Njih veliko to probal. Pač, Res ne? ne, Jaz sem pomislila, da to vsi probajo. res. To je bilo tepko predstavljeno. Točno to. Se je res to, veš? Tako da ja, meni se tle bolj tako z tega vidika, kako se zdaj loti te stvari, kako to ni tako, ka pač normalen seks, ka pač gre ven pa not enak. Mislim, se ful drugih stvari zgodi. A ne, plus Kot na to, da primer? boli, ja, pač lep gre ven, pa ne toliko lep ven nazaj. Lep gre not. Ja, Mi smo not, res ja. globok. Okay. Navadce. Pač tako res je veliko za razmisliti pri tej stvari, ker pač prenavadamo ne razmišljaš, pač greš, narediš in to je to. Probala si že. Ja, sem. Pa je nekaj, kar bi še kdaj v življenju probala in delala, ali je bilo nekaj, kar si rekla, si pač ne, ni to zame. Mislim, nimam neke hude potrebe niti želje, ampak če pa slučajno se bo še kdaj zgodil, pa pač se bo, no. Ampak ni pa zdaj to neka stvar, da bi si ful hudo želela. Prosti, eno osebno vprašanje se lahko ne odgovoriš, a te je bolel. Ne, takrat, ko je to šlo dejansko, ko se je zgodilo, me ni. Ampak ker sem pa že prej kaj probavala, pa ni, ja. Tako da je pomemben tudi položaj in vzdušje in 100 stvari. Tako da, kaj se smeješ? Ne, ful mi dobro, ker tako počas govori, pa tako bom še en požirk naredila. Pa tako. No, kaj pa ti, Matic, prosim. Ja. Jaz mislim, da ko vas poslušam, je zelo tako. Ja, sem že pač seksov, da sem jaz bil v ritija, kakorkoli se temu reče, ampak Čakaj, oprosti. To se ful drugače. ja, no, pač žensko in mogoče ni nič posebenega, bom tako rekel, nič ni posebenega, je pa li zato, ker se ti ne zgodi to tokrat, Okay? to mogoče, da si bolj na to, pa bo mogoče tudi to, a ne. Ker če bi bilo to vsak dan, tako kot je pač normalno, a pa na vsak teden, a pa na vsak mesec, kakorkoli, bi bilo to pač rutina. Okej. Tako pa je to enkrat na vsake tok ali pa kakorkoli in ti je tako, ja, pa mogoče smo tako, kot sem prej rekel, smo mečkam, recimo v pornografskih filmih za odrasle, porničih, je tega ful, ne, je tega res veliko in imamo mogoče to vizijo, mogoče pa to ful boljš, pa ful ne, ni ful boljš, če smo čisto iskreni, je zelo podoben. Ni zdaj ful take razlike, da bi rekel, ok, danes skupaj hočem sam še urit ga dajati. Pač ni tako, ne. Tako da mislim, da je bolj to, da smo napumpani strani tega, kar gledamo in se pa malokrat to zgodi in zato smo tako, ful dobro je to. Ja, To je moje mnenje o tem. Eva, poznaš koga, ki je pa ful navdušen? Ja, poznam eno punco, ki je pa mahnjena na to, ker je pa v bistvu jaz to tudi. boljš kot, sem mogoče isto mislila. Je pa mahnjena, to je pa to res neki, je pa boljš kot normalen seks, je pač tak seks. Wow. Tako da ljudje smo si različni, kaj? Kaj pa fanta, kakšnega? Mislim, Mislim, kolega, oprosti, da bi- čakaj, da ne, bi ampak ful sej na to- ponavadi tipom, zato sem vaju dve najprej vprašala, ker zdaj, če pogledamo realno sliko, na to pornografijo bomo še šli, ker tle je zelo en pomemben issue, ampak ponavadi je tipom to kul. Ponavadi je tipom to kul. Pač njim se spremeni samo odprtina, pa po možnosti je ta še ožja, pa še bolj
Ali pa to, pa še tole. a ne? To je, mislim, da je to ta glava, da je glava, da je najhujši. Nimajo težave načeloma z bolečino. Veš, Pri nas ni to, kot pri vas. Ne, ja, no, sej, a veš, to, kar si ti rekel, da ne vem, je vprašanje mogoče moje zate, ne vem, s partnerko, bivšo partnerko, katerokoli si to probal, a je ni to dogajalo? Ali je bolj to naredila zato, ker si ti hotel probati? Veš, Mislim, seveda nikoli ne greš brez, da se o teh stvarih ne pogovoriš. Ne? ampak ne, ti je rekla, ej, ful mi je dober, ali je to naredila zate? Je, v bistvu sem bil jaz tisti, ker sem bil pobudnik. Zato, ker sem hotel nekako probati. Ja, moški smo pobudniki, zaradi tega, ker nam je to, tako kot sem rekel, ker je to res redko. Ne? Pa tudi, ko se moški med sabo pogovarjamo, tako kot se ve pogovarjate, marsikaj se tudi mi. In, ja, dostikrat pride do takih tem. Ne? In pač ja, je nekako moškemu ne cilj, ampak rad proba, da vidi, kako je. No? Okay. A sem odgovoril, drugače? Ja, si. Mene zdaj zanima, a zbila ti pobudnica ali pri tebi tudi ne ti? Pa mi Da je bil smo se kar moški. skrb zmenila. Okej. Tako, pač njemu vse en to bolj dogaja, kot meni. Tako, pač tudi Ja. med delanjem. Valjda. Meni pa se, kot sem rekla, meni kle dogaja. Kaj to pomeni? Lara? Okay. Pač med seksom, pač, ko se to okej. dogaja, pač njemu zihar bolj dogaja, kot meni. Ampak kam dela v glavi, sorry, ker te prekinjam, a njemu tudi dela glava, mu dejansko to toliko bolj paše. Ne toliko bolj, pač obojemu paše, se mi zdi. Pač v glavi in tako pol. Okay. Ampak bolj ta normalen seks obema bolj sede, se mi zdi, ker pač tudi njemu je glavno to, da tudi meni sede, I guess. Tako da meni pa pač, kot sem rekla, meni v glavi dogaja, pa kad dejansko prije do tega, kot si ti preomenjala, to zelenjavo, ki spet probaš. Ja, To je vsakeč mogoče bo pa znova kaj probaš drugače, in ne? nikoli ni kaj dosti drugače, pač še zmer mi ni všeč. Kurene, ne? Ja, no. Bučka je bučka. Moram pa reči, da poznam pa jaz par punc, ne vem, ali je to zdaj popularno v naši generaciji ali ne, ki nekako seksajo prvo analno. Kva? Hočejo Ja, dolžnosti, o bog, to torej, se šparajo do poroke. A pa to in prav zato, res? Ja, seksajo samo analno. Mislim, da so lahko normalne. A lahko grejo ven, pa se ga napijajo, pa se poseksajo, pa imajo pa house arrest, ker so prišle prepozno. Mislim, Ne tako, rabiš zmeriti ven, pa se napiti. dobro, no, da ne bodi zdaj ti princeska, čistunka tam, hočem pač povedati, da si lahko, mislim, Ja, kao, to da se ne bojo, strinjam, da ne to bo, se mislim, strinjam, tako, intima je intima, je zdaj ta luna, mislim, tako, Jesus, no. Ja, vse to. Kao v Ne, Ameriki- Jezusa tle pač ne omenjamo. Hvala. Ja, tole pa je kar zanimiv podatek zdaj le bil. Tudi Barbie, ne? Pač, ki je trenutno na bolniški, je rekla, da v Ameriki, ona je bila v Ameriki, je živela v Ameriki, je rekla, da tam je imela 70% teh, ki so samo analno. A res? Pač, ker je bilo to, teh tam mladih, ker je bilo to tako, kao šparamo se do poroke. What? In je po meni tako, me je bilo tako, ok, kam je šel ta svet k vragu. Mislim, pa se nimam nič proti V naj. To je Ameriko. tako kot pri teh zgodbah, recimo o Amiših, ki so pa pač, valjda tam je to tudi strogo prepovedano, in so dejansko pač dali fantjega noter in ona je bila gor. In potem je šel friend v spodi pod poslo in je premikal jogi gor pa dol, zato ona to niste več naredila, razumeš? Ojoj. Ja, to je meni isto. Wow. Ja, meni je tudi isto, samo ful več enega kompliciranja. Ja, Pač, v bistvu. Ja. Ja, lahko pa že tako rečeš, da si bil troje, ne? Ja. Že to prvič je nekdo zraven, ki ti dviguje. Pa nima veze, je moški ali ženski. Wow, na to pa so zanimive teme, drugače. Ne, jaz sem tle tudi, se pravi, poznam dve frendici, ki sta ful navdušeni, res ekstra navdušeni. Poznam ene, ki jim je oboje kul, mislim oboje, oni dve, ki jih poznam, bi samo to po možnosti prakticirali, a ne. Jaz pa pašem v to skupino. Jaz pač tudi probala sem večkrat, dala sem si priliko, jaz pač sem človek, ki nima zadržkov, pač probam tudi žabje krake za jesti, pa pol vidim, če so mi všeč ali mi niso, nisem a priori, ne. Ampak jaz sem se nekako odločila, da ko sem šla roditi, da je bil to zadnji klister, ki sem ga dobila v svojem življenju in hvala lepa klistrirana, za kdor se hoče, jaz se pač ne bom več, ker vedno znova, pa vem, da je to povezano s sproščenostjo in z vsem, imam občutek, da se bom pokakala in pač it's not good. a ne? It's not good. Ja, pač tak feeling je. In je false, zdaj, ko sem pač pripravljala se, Lara, za razliko od tebe, malo na to debato. Lara se tudi sem na drugo. So ti iste stavke uporabnike za vse zameni usta pred. Nekaj so mi všeč. Ko sem šla gledati stvari, pravijo, da je to false feeling, se pravi lažen občutek. Ne boš se zares verjetno, a ne? Ker iste končiče pač vzburjaš. Ampak meni pač ni ta feeling, no, pač ni mi ta feeling. Ej, je pa ful ena zabavna stvar, kaj jo sem prosila, da naj pogleda.
Pornič. Ne, do porničev še pridemo. Ne, da naj pogleda za vse, ki bi si želela analni seks probat. Pa mislim, da je ful pomembno, da tle za vse, ki nas gledajo, rečemo to, ker piše vse, pa vsi poudarjajo, nema veze, hočeš, nočeš, tvoja odločitev je, obema mora biti kul, a ne? Obema mora biti kul. Absolutno. Obema in to meni te porno stvari, ki ga tip nabija ženski od ozade in pol gre še spredaj, pa še usta, pa nekaj. Mislim, vsi vemo, da tam stoji moški stojijo za pornografsko industrijo. Tam se verjetno vmes 10-krat prekine kader, spucajo se, če se pa ne spucajo, pa Bog jim pomagaj. So vsaj dobro plačani, in upajmo. une ženske, ki upijejo, ker so plačene od užitka, tiste, ki pa upijejo zares, pa ponovadi niso plačene, samo od bolečine, ker sem to, ki ti moram povedati, research na Pornhubu sem šla delati. First time anal. Ja. Real videos, se pravi ne te... Amaterski video. Okay. Mislim, da smo naračunali, da jih je 85% je dodana besedica pain zraven, se pravi bolečina. Ja, se pravi, ne more, ne, in to, da tip misli, da ga bam noter in da to ženskam kar dogaja, tako zresnite se. Mislim, tle par pornografskih filmih, porničih, kakorkoli, no. Mislim, da tle, moramo se zavedati nekaj, da to je film. Kakorkoli obrnemo in za vsakim filmom je ogromno scenarijev, ogromno in to je priprav. To so oni, ki so noter, so orenki, igravci, ni to normalno življenje, kar se dogaja v porničih. Mislim, da je vsem lahko jasno, predvsem, če imate kakšne mlado ciljno publiko, pa da kdo to gleda. Ne, ni tako, kot je na videu, ni tako, kot ni božičen film, ki ga gledamo tako božično krasen, tudi v živo, ki gledamo božično večerjo. Ja, da se govor. Pa ti res dobro seksaš, če isto. Ne, se strinjam, ja. In isto, kar se tiče, se pravi, analnih stvari, to je pa sploh... Mislim, da mora biti tle še večji connection pa zaupanje, da pač ne greš predaleč. Mislim, da je to next level in da se to lahko dogaja dejansko samo v partnerski zvezi. To, da nekdo misli, da bo prišel ven, pa da bo eno tam, pa da je njej to cool. Jaz verjamem, da tipu je. Da je njej to cool. Tako, sorry, pač... Res red. Grow up. Ja, no, ampak, a veš, kje se danes kje se učiš o seksu? V pornografiji. Ja, saj imaš te vzgoje, veš, spolne v šolah. Nekateri so se tudi starši pogovarjali o takih stvareh, recimo jaz sem seks. Ja, punca si, fantje govorim. No, lahko jaz zase povem, jaz se starši v teh stvari nismo pogovarjali, nikoli. In še zdaj, ko se zamenjamo temo, pri nas je to tabu, se ne pogovarjamo, mi ne seksamo. Mene je Sveta Marija Božja poslala, jaz ne seksam. Ti pa Jezus. Ja, tako, več pa ni. Ne, pri ženskah verjamem, da se te stvari močno debatirajo. Pri moških ne vem, če si Ne bom rekel, da pri vseh, pri meni ni bilo. Kaj pa fantje med sabo? Kaj? Ponavadi se s punco pa pogovarjaš. Ja, ne, ok, fantje med sabo, ja, sem spet, kje pa se oni fantje učijo. Na porničih. To je edino znanje, ki ga ti lahko dobiš. In tam je predstavljen čisto nek drug način, kot dejansko je. In marsikdo izmed tudi jaz sem bil, pa če gledam svoj prvi seks, ne sem bil razočaran. Jaz sem mislil, da je to tako, taf, ja, ni tako, ne. Vem, da tudi ženske gledate pornografijo, ampak še vsem mislim, da smo moški tisti, ki smo bolj usmerjeni v pornografijo in večkrat gledamo te stvari. In ja, očitno moški in to daje to, kako dober, čeprav v bistvu tam ženske prikazane, da se vas muč, ne, če gremo realno zdaj. Ful je, glih to sem hodila reči tam, v pornografiji je ženska ponavadi tista, ki je zlorabljena. V bistvu je v vlogi žrtve. Ona je tista, ki je podrejena, evo, mogoče je to najboljši izraz. Podrejena je in ful doskrat dobiš ta feeling, ko to gledaš, da se izživljajo nad njo. Ja, se strinjam. A veš, in je tudi mogoče, ko pridemo do tega, ampak kaj je, to moramo zdaj iti, ne? Jaz sem te prosila, prebrala si, za pa vse, ki si želijo probati analni seks nekaj na svetu. Dejansko obstajajo ful člankov na sveti za začetnike. Ampak zdaj si sem preber, pa poslušta to. A sta pripravljena? No, daj. Začnite sami. Premišljeno izberite igračko. Eksperimentirajte z analnimi čepi. Uporabite kondom. Obvezno uporabite lubrikant. Pazite, kaj jeste tisti dan. Morda za ljudi spočasno prebava tudi, kaj jeste prejšnji dan. Pravočasno opravite veliko potrebo. Nujna je predhodna higiena, lahko tudi klistir ali analni tuš. Kaj je to? Bomo pol. Obvezna je predigra. Izberite položaj, priporoča se žlička. Žlička? Ja. Si probala v žlički? Ne. Jaz tudi ne. Wow, to je več pripravka za olimpijado. To so Himalajo, stari. Ampak to še ni vse.
začnite počasi, manjša bolečina ni razlog za preplah in občutek, da morate na veliko potrebo, ni razlog za zaustavitev. Wow. To pa je zdaj vse. To pa so Stari, priprave več za Veliko morate začetnike. ženske narediti, A ne? vedno pač se lotite tega, moram priznati, ker pri nas ni. No. Ja. Stari, tako si rekel. Ko da se pripravljaš na olimpijske igre, na odpravo na Himalajo, greš z manj pripravami. Tako 3 dni prej, moram paziti, kaj bom imela, ker čez 3 dni bo vrat. Ker moj Peter me ima rad. Kako ste lepo. Madonca. Ja, zanimivo. A pa Ja, se ne. to pripravljate? Ne. Ne, jaz tudi nisem se takrat tako pripravljala. Ne. Sem imela srečo, da je šlo vse gladko. Ja, jaz tudi. Ja. Ponati da ja bi danes, zdaj no, probava in sem ok. Čakaj, da razmislim, kaj sem jedla 4 dni. Ne, drugač, sem to drugač, je zelo redko, da se, okay, preden kakaš, pride blato dosti nizko in takrat ni fajn. Pač idce to, ker se ga, ampak če si pa to že opravil in bo minilo do naslednje velike potrebe dovolj časa, pa ni tega razloga, da bo šel noter čist pa ven prišel umazan, ker je toliko visoko in anus, ne, tudi drugo, prvo, da je ful oživčen in zato je ful paše. Tistim, ki paše, je tudi je ful čist. Problem je, ni umazan. Pač govorim, kaj govorijo strokovnjaki, da ni umazan in da to ni uno bljek, ta luknja je pa bljek. Bolj je problem to, da ni navlažen, zato so lubrikanti in pač se ne vlaži. In pač ta higiena je zaradi tega, da pač ti imaš boljši feeling ali pa da ne more se slučajno kaj zgoditi ali pa neki, ni pa zdaj, da bi bilo to tako bljek, ker si. Ker večina žensk, sem jaz napisala na Messenger, mislim na Facebook vprašanje, a bi probale, ker sem jim odgovorila na privat, so rekli, da no way, da se jim zdi to umazano. Zdaj pa tako, pol jih je bilo umazano, pač umazano, pol jih je bilo pa umazano v smislu naše, dajmo reči temu, krščanske mentalitete, ker se tega ne dela. Ker je to napačna stvar in to je no-go in nekaj in ne bi niti probale tega. Pa tudi, če bi nekdo garantiral, da bo vse super fino fajn. Točno to sem jaz prej govoril. To je ta prepovedana stvar, ki ti zmeri bolj leži. Zato imamo moški to, ja, pa to bi. Ja. Točno zaradi tega, ker imamo to v glavi, da je to neka drugačnost oziroma prepovedana stvar, čeprav itak ni prepovedana, ampak se strinjam absolutno s tabo. Zanimivo. Zdaj imam pa še kontra vprašanje. Moškim načeloma dogaja. Ti pa nehaj tam kimat. Drugač, naš producent je tam zadaj, Uroš, ki je ful že celo oddajo. Prid. Miša. Gumer sem zadaj, pridi. Ti zdaj bomo malo plačali. Čakaj, moški. Pridi, to bi Če deli. se oglaša že celo oddajo neki kima, pa kam ti razlaga, koliko jim paše. On, ja, zdaj pa naj povem. Odlično, to mi je pa všeč. Lepo pozdravljen, Uroš. Ja, živijo Uroš. Žive punce. Večer. Kmalu boste v manjšini, sam povem. Ja, slišam drugače. No, glej se Barbie. Narediva podcast preostali dnevi v mesecu. Ja. si šparil, Drugač, moj kozarc piješ. Da si rekla, da lahko. Lahko tudi mojega. Hvala. Daj malo pošari med naju. Ej, Uroš, lahko tudi ti moj. Ne, jaz kada sem. Zdaj pa gremo na resne debate. Kaj se ti strinjaš načeloma z mano, kar sem povedal? Da imamo moški to vizijo tudi zaradi porničev. Ja. Se druge ni, ne. Ampak je pa definitivno pač je pa veliko na tem, da je pa treba... Moraš boš kaj pil ali bo ta pošaral. Meni je lih ta čar tega je ta komunikacija, pa v bistvu te priprave, da so skupaj, ne. Čakaj, klestrirata se skupaj. Kaj? Ja, ne, komunikacija. Leja, če sporočeno dobrem in slabem, to podpišeš. Mi je pa dober point tudi to, kar si rekel, da pač ja, mi nikjer se zares ne učimo, vsaj ne pravega seksa. Zato je pa pomembno, da imamo fajn punce, ki nas učite. Če si pa v vezi, ki ni tako odprta, pa se o tem ne pogovarjaš, ko pač priznajmo si, da je veliko takih vez. Se mnogi ne. Ups. Ampak zdaj, ker sta glih dva, jaz bi to mogoče še eno debato odprla, ne, ker ne zgodi se pogosto, da v naši ženski dnevni sobi dva tipa sedita, to je vroče. Zdaj bi še jaz kaj probala še enkrat. Here we go again. Kontra vprašanje.
Se pravi, analni seks lahko fantje izvedete na puncah, kakorkoli že s pripomočki ali s svojimi prijatelji, ki jih imate zelo radi. Ali ste pripravljeni na kontra? Pa ne govorim o gej zadevi, ne govorim, da bi enega tipa imel zraven, ki bi nekaj probal s tabo narediti, ker to je potem drugo razmerje in ne govorim o tem. Govorim, imaš doma punco, ženo in se zmenta, se pravi, ona je za, da vidva probata v njeno luknjo, če bi ona hotela kontra probat, a bi Kdo drug bo to idejo dal, kot pa Vesna s strepom? Kdo drug bo imel strep, ona v Mari, kot pa Vesna? To sem šla googlat, temu se reče pegging. Po angleško, ne? Kako je po slovensko? Pegging. Pegging? Ja. Ok, ja. A bi dovolil svoji punci, s katero se dogovorita, zaupata, da to probata, da vidita, a bi ti to sploh odgovarjalo ali ne, ali si že probal, ne vem. Bom jaz prvi. Ja, Matic, ti si naš gost, danes staj v letu, od zadaj do besedno. Jaz se tega ne bi šel te igrice, ker mi je tudi normalen seks čisto v redu, tako da če bi bilo jaz tebi, ti meni, se to ne bi šel. Tako da jaz bi sigurno rekel ne. Kaj pa je razlog, Uroš, pa boš ti povedal, kaj pa je razlog, da bi rekel ne? Ne vem, ker mi enostavno si ne znam predstavljati karkoli blizu moje riti, tako da je pač moj odgovor tle ne in... Ampak veš, da imaš ti G točko prav tam? P točko, ja. Super za njo, ampak to je lahko sama tam brez... Meni ne paše to, ker grem na veliko potrebo, da bi rekel, gremo še raziskovati. Nimaš. Ne moreš še to G točko iskati, kaj? Za uno se mata. Uroš, a bi bil pripravljen probat? Mene sam, ko si rekel, da ti je že normalen seks dovolj, ne? Mene sam ta beseda normalen se mi mal... A veš, kaj pa je normalen? Ja. Tle je zdaj tako, ne? Okay, makes sense. Jaz ne bi bil tako defenziven. Pač ni to neka stvar, o kateri vsak dan razmišljam, ampak ne bi pa tako iz prve rekel ne. Predvsem iz tega, ker ja, pač je tam ta G točka. Plus, ja, why not? Kakšen je orgazem pol takrat, ne? Ja, mislim, ker če je že toliko dober tako, koliko mora biti pol še... Matic, bom povedala, zakaj, ne? Zato bom tudi vprašala, če bi bili vajni, pripravljeni probat, kaj se zgodi, ne? Zdaj bom čisto po domače opisala. Sam jaz bi prej že poslal na nek hiter tečaj, ali pa kaj za vsak slučaj. Če je hiter tečaj česa? Ne vem, iskanje G točke, ne? Da je prvo za dame. Da ni tako, da veš, kaj ti iščeš žile. Joj, pa sem svelila. Pa gremo še. Kako pa misliš, da imaš ti veliko luknjo tam? Pa misliš, da lahko gre? Ja, se je to problem, da nam šla predeleč. Zato so drugi pregledi. Ej, poslušaj. Zdaj pa, če tako razmišljam, če pač to res ne, a ne bi pa pri pregledu prostate, bi mogli mi to čutiti. Ne bi. A miš, da grem jaz k ginekologu, pa sem tudi tu na uja. Ne bi. Jaz sem v častku, no. Sicer je malo mrzlo tisto, ampak sem uno. Ne, a res? No, ja, no, To če za dane. kaj jaz vem? A imaš lušenga? A imaš žensko ginekologinjo? A ja, jaz imam tipa. Ona meni skozi govori drugače, da me bo zalizala nekega To pa ja, dne. to pa je Res, in jaz zdaj s Ja, tem... nič vse najboljše zati. Ne, to mora biti videti. Ampak je fora, da jaz zdaj s temi pa ginekologinja, pa to tako jaz njo vse bolj sumem. Majke mi. Kaj? Nič. Glavnem, vprašanje je bilo na pregledu prostate ne. Zakaj? Zdaj vam čisto razložila obema. Ful bom po domače razložila, da ne bo enostavno. Prosim. Moški, ki ste vzburjeni, pač, jaz bom res po domače, vam prostata nabrekne. Tako kot- In je pač zato pač potem je izliv. In kaj je fora? Da prostata leži, ko gre punca s prstom ali z igračko noter, čist na začetku pa mal gor. Se pravi, in ko ona nabrekne, je fora, da je s tem pritiskom ona najbolj občutljiva. In zato pravijo, da je ta orgazem, če ga dovoliš, se pravi, ne rabi nikamor globoko, ampak neki daleč, ful čist na drugi ravni, kokar pač obični tak, ki imate izliva. Ne? In zato ful ljudi, ki je probala to, pravi, da bi mogli vsi tipi to enkrat probati, da bi videli, da je čist drugač, pa da je ful dober. Zakaj pa tega na pregledu ne čutiš, ker ti nisi vzburjen? Te prostata nikamor in ti, če to zdaj iščeš v prostem času, brez vzburjanja, malo tako začne. Tega ne boš Pa našel. danes. To je nekako isto kot G-point pri ženskah. Stvari delam. Kaj boš pa delal? Klasična sreda, ne? Kaj
Kaj boš pa delal ob nedeljah? Zvečer pač med malo pogledal. V glavnem, pa je ful hud orgazem, ful boljši in ne govorimo o gej zadevah. In mene se zanima, zakaj mislite, da se moški, mislim, a bi se še vedno, matidzate vprašanje, a bi se branil tega, če bi vedel, nič te ne bo bolel, ne bote na stranišče mudil, pa doživel bi 100%, nekdo bi ti podpisal pogodbo, v narekovajih, da boš doživel ful boljši orgazem. Bi se tega branil še vedno, ker bi tvoja moškost trpela? Ker njega je Marija prinesla. Prosti se, res Jezus, dragi moj. Ne, ampak verjetno, ne vem, je tle in od vzgoje, od vsega, sam pač meni osebno, tudi če bi mi ti zagotovila, da to je super, bi moja glava rekla, to ni super. Zame. Ja, se meni pač to ni. Tako da, meni tudi ni. Ok, ko bi pa vaši fanti odgovorili. Ni treba njih vprašati. Nisem ga še vprašala. Jaz povem. Dej, probi ga brez, preden vprašaš, sam probi. Ups, Jaz sem problem. Ne, don't do that. Ne, ampak, Da bom imel jaz bivšo sodelavko? kaj misliš, da bi bil za? Jaz mislim, da bi bil moj bolj tako kot Matic. Bolj ne. To pride Lahko ga vprašam. Jaz mislim, da bi bil moj pripravljen eksperiment probat in če mu ne bi bilo kul, bi rekel ne. Veš kaj, meni tle sem mogoče a niso malo dvojna merila? Ja. Po eni strani ful pričakujete, da bi me bile pripravljene to narediti, pa veliko več A priprav zahteva, B potencialne bolečine, vi pa nekaj, kar vsaj pravijo fantje, ki so to probali, ki so dovolili svojim puncam, kar prinaša samo nek užitek, pa ne bi bili, ni šans, to pa nekaj, to pa ni za dete. Jaz pa nisem pravi det, če ga fašem urat. Ampak kaj, da pa prebereš, da še za moške, kaj moramo narediti, da se prepravimo? spustiti svoj ego. Bravo. Kar je načeloma res, ne? Ne, se strinjam. Pač dejansko moraš, sam... Je udarec za moškost, a ne? Mogoče to pri vzgojeno. Ja, mogoče pri vzgojeno, udarec za moškost ne toliko, ampak verjetno to prepričanje, ki ga imam jaz osebno, je od mehkega gor pač šlo. Ampak a je to gej prepričanje, da če to dovoliš, da si pač isti kot gej? Ne. Mislim, ker ful veliko fantov to pravi. Ne, jaz mislim, da ne. Pač sej, jaz verjamem, da so tudi straight tipi, ki jim to čisto sede in da jim je the best in da jim je super. Ne primerjam z tega z gejostom, nitek da ne. Ja, ampak velikih. Jaz mislim, da to z leti pride, veš. On je zdaj še mlad. Jaz sem še mlad. In zdaj mu še dogaja in pol pa, ko... Pa mu bo ratel pa dolg čas, pa bo probo, pa bo eksperimentiral, pa bo analni čapki bojo razprodani. Veš, mogoče tudi jaz tako čist, ne vem, še malo izven vsega razmisliš, ne? Kako je bilo narejeno človeško telo, evolucijsko? Se pravi... Moški tako ne razmišljamo. Vem, da ne, ampak pač tako smo narejeni, da razmnožujemo se z normalnim seksom, ne? In ti niti ne kapne, ne vem, da bi zdaj pa neki hudo eksperimentiral. Zdaj, ko imamo pa vse na voljo, pa informacije, pa se pogovarjamo o teh stvareh, niso več toliko tabu teme in to. Pa ne vem, nekomu pa še to, nekdo, ne vem, nekaj čist tretjega počne, pa si tako, to tudi se pač dela, ne? In je pol zdaj to ratala ena taka stvar, da pa je to lahko tudi en užitek, ampak človek v svoji biti ni narejen za to, da bo tja normalno dajal. Se strinjam, ampak je pa oživčen tam, da lahko, a veš, da lahko tam, se pravi, pa jaz nisem fan tega. Nisem, ampak pač očitno ni in tudi ni naravno, se strinjam, ni naravno. Pa tudi v preteklosti, ne vem, pa smo se že v stari Grčiji so se tipi med sabo sekali, pa mislim, se ni bilo tako nekaj, ampak govorimo o tem, ne spomnim se pa, da samo je pa stvar zaupanja, res je stvar zaupanja. Pač pogovorce moraš in to, če kdo misli, da je to kar tako mal, a ni upgrade analni seks? Zaupanja mogoče tudi, ja. Ni pa zdaj, da bo to popravila, veš, vse probleme v zvezi. Ne. To je point, ne. Pač nekaj novega je, nekaj drugač. Mislim, samo ok, da predstavljamo si, da greste bebe ven žurat in da, tako kot smo prej govorili, da prijete do tipo in ok, se nekaj zgodi, nekaj in ga prepelete, dama pa on, ko mi tako zdaj pa jaz tebe ured. Bebe tipo. To ne, a ne. To ne gre. Vse to isto, kot pač moški puncah isto prvič ne, to je stvar zaupanja, dolgotrajnega seksa, kakorkoli da prije do tega. Mislim, so tudi primeri, so izjeme, ja, sigurno. Absolutno, ja. Še ni delil svoje zgodbe, drugače, če je on tudi že. Nisem še fasil. Ne. To, kar je prej razlagal, če si že probal. Sam.
A pa ti je bilo všeč, ker njemu se je rekel, da ni bilo nič posebenega. Nič druga, ful bistveno Ja, drugačnega. kar je res, načeloma ni zdaj tako, tudi jaz sem mislil, da bo zdaj to karvo. Ker imamo v glavi to prepričanje. Ja. Je drugač, je bolj, pač je drug feeling, ni pa zdaj tudi jaz. Ne. Se mi zdi, da je bolj to, je upgrade mal drugač, nič drugega ni, da bi zdaj, ni pa zdaj toliko hud upgrade, da bi kar vsak večer. Pač da je cel happening in da je, tako, da je malo drugačen. Ja, pa probaš, pa vidiš, če ti odgovarja, pa če ti odgovarja, delaj, če ti ne odgovarja, ne delati in to je to. Samo Vsak ne. se pa pre sebe odločimo, to paše ali mu ne paše, in a paše moškim, karkoli dobijo, kam isto se pač to sami odločijo. Bottom line od nas, da je overrated. Ali ne? Ja, meni je overrated, ampak Aha, ja, seveda, ker sva. meni je overrated, ampak lej, veš, stvari se spreminjajo. Ne vem. Ja. To je res. Pa ne, sem pač, če enkrat probaš, res ne moreš mogoče vedeti. Kaj pa ni overrated? Zdaj smo šli pa res globoko. Zdaj smo šli pa res globok. Dajmo zaključiti za danes. Gremo nekaj spiti. Sem hotel nastaviti za naslednjo oddajo. Aha, Lara, kaj je tema naslednje oddaje? Dobesedno. Saj noč več ne vem, kaj se kle dogaja, brez veze. Na to, kar si ti pripravlja. A je to, na kar sem se jaz pripravila? No, se jaz tudi ne vem, sem pač vprašam, sem mislila, da ti mogoče veš. To je zadevka na zdrav. Ja, loh, da pač te moje priprave vsaj naslednjič štejejo. Da imamo naslednjič uralnici. Kaj, Barbie je na dopustu? A ne, Barbie rabimo, kle, ona je izkušena. Ajde, Čin. Eneč, hvala za povabilo. Ja, ej, ful ti hvala, ker si prišel, mi pa next time. Uroš. Te dele si. Happy, jaz bi še. Še. Drugič. Tisti dnevi v mesecu.